vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, ki gledate televizijo Exodus, kakor tudi vas navzoče tu v župniji Kristusa odrešenika v Novi Gorici. Prisrčno pozdravljeni. Nadaljujemo naše razmišljanja o duhovnem življenju, o notranjem človeku, kakor smo slišali apostola Pavla, ki je molil, naj nam Bog da po bogatstvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdimo v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v naših srcih. Ta utrditev v notranjem človeku je nadvse važna, prav sedaj, ko govorimo o novi evangelizaciji. Veruje se s srcem, veruje se z notranjim bitjem. Vera ni nekaj zunanjega, ampak nekaj globoko notranjega, ki pa se prav zato, če je globoko notranje, tudi kaže v našem vsakdanjem življenju. Torej globoka vera, ki pa se kaže v svetem življenju, v vsakršni dobroti in resnični krščanski ljubezni. Razmišljali smo, kako to, da so prvi tisoči, ki so poslušali apostola Petra, za njim pa tudi druge apostole in apostola Pavla, verovali, ko vendar niso videli stalega Gospoda. Prav te je tudi apostol Peter blagoval. Ko niso videli, pa so verovali, enako kot sam Gospod, pri tem, ko se je prikazal apostolu Tomažu in že naprej blagoval vse nas vernike. Ta čudež vere, čudež vere se je zgodil v milosti Svetega Duha in milost Svetega Duha, ta božji obisk binkošnega praznika, se je zgodila po posebni priprošnji, to še posebej poudarimo, ne le apostolov in drugih, ki so bili zbrani v binkošni dvorani, ampak po priprošnji nje, ki je mati Kristusova, mati Božja in tudi mati Cerkve, se pravi nas vseh. In smo še videli, kako potrebna je danes ta Marijina priprošnja in ko se zatekamo k Mariji, tudi na različnih krajih naše dežele, svetih romarskih krajih, da molimo ne le po osebnih ali splošnih skupnih potrebah, ampak da molimo v duhu Cerkve za nov prihod Svetega Duha ali bolje za močnejše delovanje Svetega Duha v naših srcih. Ker Marijina bistvena prošnja je, da znova in znova pride Sveti Duh in nas notranje utrjuje, prav kakor je zapisal v svoji molitvi apostol Pavel, da bi se po Božjem duhu močno utrdili v notranjem človeku, da bi Kristus prebival v veri v naših srcih. Spoznati Jezusa Kristusa, ljubiti Jezusa Kristusa in za njim hoditi, to je vsebina našega krščanskega življenja. In to naj bi bila naša nenehna skrb, seveda. Ko se pa vprašamo o tej veri, ki so jo dar vere, ki so ga prejeli prvi kristjani, bodisi nekdanji Judje ali pa tisti iz poganstva, ko govorimo o veri, vedimo, da je to dar, da je Božji dar od zgoraj, in da vera ni v karkoli ali kogarkoli, ampak da je vera v Boga, ki je izkazal svojo ljubezen v Kristusovem trpljenju in njegovem stajenju in poslanju Svetega Duha. Apostol Pavel povzema to bistvo vere, ko pravi, da ga Kristus ni, da ga je prišel oznanjati evangelij in sicer ne z modrostjo besede, da se Kristusov križ ne izvotli.
in potem govori o pohujšanju križa, je pa za Pavla Jezus Kristus, stali Gospod, tisti, ki je bil križan za njega in za nas vse. In zato pravi, Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. In potem pravi še Pavel, bratje, ko sem prišel jaz med vas, nisem prišel zato, da bi vam z višeno besedo ali modrostjo oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega. Seveda apostol Pavel pri tem misli na vstalega Gospoda, vendar ko ga je pa pred Damaskom srečal, ali bolje, ko se mu je Jezus razodel, se mu je razodel kot poveličani vstali in križani Gospod. To je torej bistvo tega oznanila, da je Pavel začutil, da je bil Jezus za njega križan, za odpuščanje njegovih grehov in da je vstajenje Jezusa Kristusa in poveličanje in poslanje Svetega Duha zagotovilo, da se mu odpuščajo grehi. In tej zavesti je Pavel tudi živel. In če tako se vrnemo nazaj v pričevanje apostola Petra, ki je rekel, ki je oznanil Jezusa Kristusa, ki je bil za nas križan in se nam po njegovem imenu odpuščajo grehi, potem razumemo to, kar se je potem zgodilo, ko so tisti, ki so poslušali apostola Petra, bilo jih je na tisoče, bili prizadeti v srcu in so rekli, bratje, kaj naj storimo? Tako močno je Sveti Duh v njih deloval, da so prepoznali sebe, vso svojo grešnost, vse svoje grešno življenje v Kristusovem trpljenju, hkrati pa so tudi spoznali, da jim Bog, z njimi pa rečemo tudi mi, da nam Bog ne zaračunava tega Kristusovega trpljenja in pa tega umora, ki se je zgodil v Jeruzalemu na Kalvariji, ko je bil umorjen Mesija, umorjen Božji sin, da Bog tega ne zaračunava, ampak nam prav po njem daje odpuščanje in zveličanje. In to je skrivnost Božjega usmiljenja. To, da oni niso skoperneli ob tej gotovitvi, da je Božji sin krvavel na Kalvariji, dobesedno tako ali drugače pričo njih ali po njihovimi rokami, ampak da nam je Bog ta zločin, ki se je zgodil nad Božjim sinom, dal v nam v odrešenje, v naše zveličanje po svojem usmiljenju. To je bilo možno samo v Svetem Duhu, da so tako bodi si mislili, bodi si tako v srcu tudi doživljali. Zato so se čutili prizadete, kaj naj pa sedaj storimo. No in potem je Peter rekel, spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Torej to, da so oni začutili, da so oni v tem dogajanju, da ni z ene strani Jezus Kristus, pa njegovo trpljenje, Kalvarija, to je ono. Potem smo pa mi, ampak to nima nobene povezave. To, da so to povezali med seboj, svoje življenje, svojo grešnost in tako naprej, z Kristusovim trpljenjem in stajenjem, tu je bilo delovanje Svetega Duha. In ko govorimo o poglobitvi vere, o utrditvi vere, da poženemo korenino, kot smo rekli po apostolu Pavlu, v Boga, v Božjo ljubezen, da poženemo, da smo utemeljeni v tej Kristusovi ljubezni, v spoznanju Jezusa Kristusa, to je, glejte, bistveno povezano z tem, da je moje življenje navzoče v Kristusovem trpljenju, pa tudi v njegovem stajenju. In zato je apostol Peter rekel, dajte se krstiti, spreobrnite se, obrnite se k Kristusu
in se potopite v njegovo trpljenje. Mi vse premalo poznamo moč Kristusovega trpljenja. Mi sicer rečemo, veliko je trpel, pa tudi rečemo, za nas je trpel, vendar pa ne uporabimo silne moči Kristusove ljubezni, ki nam je dana prav po Kristusovem trpljenju in ta ljubezen, ki je zmagala v njegovem stajenju. Tako rekoč bi lahko rekli, da je tu reka Božje ljubezni, Kristusovega trpljenja in smrti, iz katere pa ne zajemamo, in zato je potem v nas tudi tako malo vstajenskega veselja in moči v Svetem Duhu. Ko molimo recimo te skrivnosti, ki je za nas krvavi podpotil, ki je za nas bičan bil, ki je za nas trnjem kronan bil, ki je za nas težki križ nesel, ki je za nas križan bil, ne pozabimo na besedico za nas. Ali kakor molimo v veri, ki je zaradi nas in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In zaradi našega, ali bolje, mojega zveličanja, mojega rešenja, mojega večnega življenja se je vse to zgodilo. Še posebej pa Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Se pravi, kaj je kristjanovo duhovno življenje? Da se potapljam v te skrivnosti. Ne samo, da sem in tja na to pomislim. Pravim, silna je moč Kristusovega trpljenja. Kristusovo trpljenje ni slabost. Res je, da je strahotno trpel in da je bil ves oslabljen, vendar v njegovem trpljenju, prav zato, ker je iz ljubezni trpel, je silna Božja moč in delovanje Svetega Duha. Zato je treba, kot je rekel že prerok, da bomo z veseljem zajemali iz odrešenikovih studencov. Tako je prerokoval. Tu ni mišljeno samo to na lepa doživetja, ampak je mišljeno, da premišljujemo Jezusa Kristusa, njegovo življenje, zlasti pa njegovo skrivnost, trpljenje, smrti in vstajenja, in od tu zajemamo milost Svetega Duha. Se pravi, da je treba svojo dušo dobesedno potapljati v te skrivnosti. Ko molim, ki je za nas krvavi podpotil, da tudi rečem, ki je zame krvavi podpotil, ki si zame, in potopim svojo dušo v to skrivnost, v ta brezdanji Božji tolmun, pa potem, ki je za nas bičan bil, da je zame, in tu je sila njegove ljubezni, da spet potopim svojo dušo in duše drugih, in tako potem vse ostale skrivnosti Gospodovega trpljenja in smrti. Torej, ko je rekel apostol Peter, naj se dajo krstiti, spreobrnejo in se dajo krstiti, pomeni v ime Jezusa Kristusa, se pravi v njegovo skrivnost, v njegovo osebo, in da se v to potopimo. Krst pomeni potopitev, potapljanje v to. Od tod kristjan črpa moč, ker je tu Božja ljubezen in ker je tudi tu veselje srca. To je paradoks, to je nerazumljivo, da je Kristusovo trpljenje lahko vir mojega globokega veselja. Zakaj? Ker je iz ljubezni do mene trpel, mu nič ni žal za to, da je trpel, in ker je v svoji ljubezni tudi zmagal v svojem stajenju. Zato sedaj, ko vemo, da je Gospod od mrtvih vstal, da živi, Jezus pravi, zajemajte, z veseljem zajemajte iz reke mojega trpljenja, smrti in vstajenja. Torej, ker je njegova ljubezen zmagala v trpljenju, šla je skozi smrt in ljubezen je zmagala v vstajenju. Tako torej se nam daje Sveti Duh. Tukaj je rekel apostol Peter, naj se damo krstiti, mi rečemo, saj smo mi že krščeni. Ja, drži, smo krščeni, ampak ali pa mi zavestno sebe, svoje duše, pa duše tudi drugih ljudi potapljamo v to skrivnost Kristusovega trpljenja, v katerem je silna moč. In na to Kristusovo trpljenje bi morali biti vsi ponosni. Kakor Pavel pravi, da je ponosen, da se ponaša z Jezusom Kristusom, pomeni križanim Kristusom, križanim, stali Kristus je moč apostolov, moč apostola Pavla, in Kristus, križanim stali je tudi naš ponos. Se pravi, moramo se ponašati z Jezusom.
Če je za nas Božji sin toliko trpel, je to nekaj silnega in največjega, ker je v tej svoji ljubezni, v svojem trpljenju tudi zmagal v svojem stajenju. Mi se ponašamo z Jezusom Kristusom in to je kristjanov ponos. Ne samo pač ponos, tako bodimo ponosni, pokončni, to je premalo. Naša pokončnost je iz Kristusove zmage, iz zmage njegovega trpljenja in smrti v njegovem stajenju. To je kristjanova pokončnost. In to je tudi rekel apostol Pavel, ko je povedal, in to je bilo njegovo, rekli bi lahko tudi stalno, geslo, ko je šel skozi tolike preizkušnje, gremo tudi mi, ko je rekel, vem, komu sem veroval in vse premorem v njem, ki mi daje moč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Torej, to zavest je Pavel črpal iz nenehnega potapljanja, da tako rečem, v ime Jezusa Kristusa v ta brezdajni Božji tolmun. In to, kakor smo že večkrat dejali, tudi mi rečemo, še posebej molitvi duša Kristusova, posveti me, trpljenje Kristusovo utrdi mi. Ja, mi bi rekli, da trpljenje Kristusovo me bo oslabilo. Že sam trpim, pa zdaj še Kristusovo trpljenje, to je katastrofa. Ne, Kristusovo trpljenje je moč. Kristusovo trpljenje je sila Božja. Tu je močno delovanje Svetega Duha. Torej, velika modrost za kristjana je, da se z apostolom Pavlom potaplja v križanega Kristusa, ki je od mrtvih vstal. O njem smo veliko premišljevali. Glejte, zato je tudi rekel, nočem nikogar vedeti razen Jezusa Kristusa in to križanega Gospoda. To je kristjanova modrost. Jezus Kristus ni prišel zato med nas, da nam odvzame trpljenje ali tudi da nam odvzame vsa vprašanja in vse probleme, ki jih imamo. Kristus, križani in od mrtvih vstali, je med nami in z nami zato, da nam daje moč, ko gremo vsak skozi svoje trpljenje, ko imamo vsak tudi svoje, morda težke, zelo težke življenjske probleme, pa tudi neodgovorjena vprašanja v tolikih situacijah, ki jih naslavlja na Boga, zakaj se meni to dogaja. In Kristus je z nami navzoč v vsem tem, ker je on se potopil v naše človeško trpljenje in svojim trpljenjem in svojim ljubeznijo osmislil naše trpljenje in ga tudi že vnaprej poveličal. Torej, Kristusovo trpljenje in smrt je silna moč zato, ker je iz Božje ljubezni in je poveličano v njegovem stajenju. Zato apostol Pavel pravi, da noče vedeti nikogar razen Kristusa in to križanega. Krščanska vera ni, kakor da bi pač neke lepe pravljice pripovedoval, ampak je živ realizem življenja. Naše znamenje je križ. Naše znamenje je križ. Pač zato, ker vemo, da je življenje posejano s križi. To ni neko New Age-evska sladka vodica, s katero se malo poškropimo, da lepo zadišimo. To ni nič, to ne daje moči. Naš Bog je solidaren z nami. Naš Bog je križani Bog in tako tudi ostali. To je Bog ljubezni, ki je sprejela človekovo situacijo, s tem, da je Bog postal človek med nami in za nas, da bi nas vse, tako rekoč, na rame vzel kot usmjeni Samarijan in da nas bi nosil in tudi ozdravil. Torej, to je Božja solidarnost s človekom. Jezusovo Božje učlovečenje pomeni Božjo potopitev v našo mizerijo človeško, v človeško trpljenje, še več v našo grešnost, v naše slabosti, da nas potem svojim trpljenjem, ki je polno ljubezni, odreši in dvigne k Bogu, dvigne k očetu. To je torej Jezus Kristus križani. Neskončno daleč od lahkotne vernosti nekega zgolj optimističnega, v navednicah, New Age-a. To je krščanski realizem
samega Boga, ki je za nas postal človek, da bi nas v situaciji, v kateri smo, v kateri nas pa tudi zaenkrat še pušča, glejte, odrešil in nam dal na tem našem zemeljskem križevem potu, ki ga pač hodimo. Pa če smo verni ali smo neverni, smo na tem križevem potu, da bi nam dajal luči za sproti, pa tudi moči za sproti. Kakor je rečeno v Gospodovi molitvi, daj nam danes naš vsakdani kruh. To pomeni prvič smisla, da bom videl za korak naprej, Kristusovi luči, da je to smiselno, ker je Gospod pred menoj, pa tudi, da bom imel moč, da to svoje sicer, kako se človeku velikokrat zgodi, da misli vse skupaj je brezsmiselno, da bom to znal darovati skupaj z Jezusom. Torej Božja luč in Božja moč. In to Pavel prepoznava v Kristusu križanem. Sami iz sebe tega ne zmoremo. In če bi nam Bog rekel, tako potrudite se, pa dajte, pa bo že šlo, ne. Ni samo to Božji nasvet, da pač bo že šlo. Ampak Bog je prišel med nas, se je med nami pustil po naših rokah križati, je pod našimi rokami izkrvavel, da bi nam vse grehe odvzel, ker nam tega ni prišteval, glejte, ampak nas hoče prav s tem tudi odrešiti in vse grehov, pa tudi osmisliti in posvetiti naše življenje in naše trpljenje. Zato apostol Pavel govori o Kristusu križanem. Sedaj razumemo, ko smo poslušali apostola Petra, ki je rekel, ko so rekli, kaj ne pa mi zdaj storimo, ko ugotavljamo, ko govoriš, da je Kristus od mrtvih vstal, pa da je bil križan, kaj ne pa zdaj storimo? Spreobrnite se in potopite se v Jezusa Kristusa. Torej, to je smer kristjanovega življenja. Kaj nam je storiti? Potapljati se v Božjo ljubezen, ki se je močno izkazala v Jezusovem trpljenju, smrti in zmagala v vstajenju. Zato je tako zvana velikonočna skrivnost središče naše vere. Pri sveti maši duhovnik reče ali slovesno zapoje skrivnost vere. In kako odgovorimo? Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Ja, poslušajte, pa a je to normalno, rekli bi za vernike na tem svetu, da pa neko smrt slavijo, pa neko trpljenje, razumete. Mi bi rekli, ja, Bog, slavimo te v tvoji lepoti. Ne, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, ker je smrt iz ljubezni do nas. In tako tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. To je ta krščanski realizem. Vsa druga verstva, gledajte, imajo sicer svoje predstave o Bogu, pa tudi razne filozofije. Gledajte, nobeno verstvo pa nima križanega Boga. Nobeno verstvo. To je škandal, to Judom ni šlo v glavo, pa tudi poganom ni šlo v glavo. Nikomor ne gre. In tudi danes nikomor ne gre v glavo. To, da je Božji sin, Bog križan med nami, gledajte, in da je svojim križem v svoji sramoti in ponižanju odrešil v svet. To je pa krščanstvo. Gledajte. Krščanstvo niso lepe ideje, pa o Bogu pa lepe teorije. Krščanstvo pomeni vera, da je Bog postal solidaren z nami. Eden izmed nas, da je vse nas vzel na rame so našo grešnostjo in nas tako svojim križem odrešil. To je krščanska vera. In v Kristusovem križu je moč. Zato tudi znamenje križa je znamenje vsake krščanske družine. In če nosimo križec tako ali drugače kot okrasek, to ne sme biti zgolj nek zunanji estetski okrasek, ampak mora biti znamenje našega prepričanja. Ta, ki je bil križan, je bil zame iz ljubezni križan in je vstal in živi. To je pa drugo. Torej, zato apostol Pavel se ponaša z Gospodom Jezusom Kristusom in to križanim. V pismu Galačanom apostol Pavel pravi, ja, za Božjo voljo Galačani, pa kdo vas je začaral, ali vam nisem pokazal, govoril med vami o Kristusu, kot da bi bil pred vami križan. Tako živo je apostol Pavel govoril o Gospodu
Jezusu. Glejte, tako močno je, ko je srečal stalega Gospoda pri Damasku, doživel tudi moč njegovega križa. Kristus se ne da in se ne pusti ločiti od svojega križa. Jezus Kristus, križani, tako vstali in tako poveličani. In kot tak nam kot križani in vstali in poveličani pošilja tudi Svetega Duha. Glejte, v našo križanost, v našo človeško situacijo, v naš krvavi pot, v naše, če smo prebičani in tako naprej, razumemo. Vse to, torej, to je ta Božja solidarnost. In ko je apostol Peter rekel, ko so ga vprašali, kaj naj storimo sedaj, verujemo v Jezusa Kristusa, verujemo, da je trpel z ljubezni za nas in da je od mrtvih vstal, kaj naj pa zdaj storimo? Spreobrnite se od te posvetnosti, od te norosti, potopite se v ime Jezusa Kristusa. Se pravi, v njegove globine njegovega srca, kar pomeni sveti krst. Sem dejal, mi smo, hvala Bogu, bili večinoma kot otroci krščeni, morda kateri kot odrasli, glejte, vendar enemu in drugo je potrebna ta zavestna potopitev v Jezusa Kristusa. Kristusovo trpljenje je moč Božje ljubezni. Tu je moč Božje ljubezni. In kot sem prej rekel, in to je seveda paradoks, tega človek ne more razumeti, to je pač norost križa, v Kristusovem trpljenju je neizmerno veselje. Zakaj neizmerno veselje? Ko ugotavljam Gospod. In vse to si ti pretrpel zame in mi ničesar ne očitaš in ti ni žal za vsak udarec, ki si ga prejel, za vsako rano, ki so ti jo zadali in za vsako kapljo krvi, ki si jo prelil zame, ali tudi solzo, ki si jo zame in zaradi mene potočil. Ti ni žal, ker je vse iz same čiste ljubezni do mene. A ni to razlog veselja? In da je Jezus tudi zmagal. Jezus nam ničesar ne očita, glejte, pač pa želi, da bi spoznali vse spoznanje, kot pravi apostol Pavel, presegajočo Kristusovo ljubezen. Zato je kakor v neki božji norosti Pavel rekel, nočem nikogar vedeti, razen Jezusa Kristusa in to križanega. Nikogar drugega. On je moje rešenje, on je moje ponos, on je moje veselje, on je moja moč. Jezus Kristus stali, ki nosi rane svojega križanja in prav rad premišljujem njegovo trpljenje, ki je prav iz njegovega trpljenja, ki je zmagalo v stajenju, črpam moč, da moram iti skozi vse krize in krize seveda imamo tudi mi vsi in to je tudi naša pot, glejte. Zato je križ znamenje našega odrešenja in tudi naš program našega življenja. Zato imamo znamenje križa po domovih ali na razpotjih, kaj ne? Sveta znamenja, pa ne zato, da so okras med cvetlicami in grmovjem in drevesi, ampak zato, da vemo, da je Kristusov križ zasajen v sam epicenter človeške zgodovine in da je znamenje našega odrešenja, ker križani je zmagal. Zato apostol Pavel pravi, da je Kristus križani, tisti, ki je Judom pohujšanjem poganom nespamet, nam, kristjanom, Božja modrost. S tem se ponašamo. Ponašam se z Jezusom Kristusom in to križani. Zato, gledajte, ko se vprašamo, kaj naj pa mi sedaj storimo, če so se oni dali krstiti, kot odrasli seveda v Jeruzalemu, pa se potopili v skrivnost krsta, kaj je nam storiti? Podobno, čeprav smo bili že krščeni, vendar to dejanje moramo znova in znova ponavljati zavestno. Zavestno se potopiti v Kristusovo trpljenje, smrt in tako tudi vstajenje. To je torej pomeni, da je živeti krst, da ne bo to samo neka registracija, bil sem krščen, če sploh vem, kdaj sem bil takrat in takrat, živeti krst, naš nenehni stalni dogodek.
Korenina našega duhovnega bitja je sveti krst. Je ta potopljenost v Jezusa Kristusa, ki je zame trpel, zame umrl in tudi zame od mrtvih vstal in kot smo slišali, nam daje svetega duha. Živeti svoj krst, živeti iz krsta, iz te potopitve v Jezusa Kristusa. To pa se bo zgodilo, če bom rad in hvaležno premišljeval Kristusovo ljubezen, ki je šla skozi tolikšno trpljenje in zame in za vse zmagala. To je naš ponos in to je tudi naš duhovni program. In tu je naša pokončnost. Tu je naša pokončnost in tu je naše veselje. Kristus, križani, je od mrtvih vstal in živi in je z nami vse dni do konca sveta. Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal, da bi se nihče ne zgubil, se za nas je daroval. Zdaj srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvala Jezusu, našemu zveličanju. Lepo pozdravljeni.